Nesebična pomoč drugim, pripravljenost žrtvovati se za sočloveka in več 100 ur opravljenega prostovoljnega dela letno. Vse to odlikuje letošnje najprostovoljce v občini Krško. V kategoriji do 30 let je to postala Katarina Brodnik, ki je 4 leta prostovoljka in animatorka v okviru Mladinske točke Raka, to leto pa so ji zaupali in predali vlogo vodje. S prostovoljstvom se ukvarjam že 4 leta, s tem, da sem dejavna že v prostovoljnem gasilskem društvu Senuše že 10 let, tako da z otroci sem se pa začela ukvarjati pred 4 leti. Spoprijateljila sem se z eno odlično punco, mlado punco, ki me je povabila v Mladinsko točko Raka, kjer sem se zelo začutila, zelo mi je bilo všeč, otroci so bili zelo v redu, spoznala sem veliko novih ljudi in spletla prijateljstvo za celo življenje. To sem tudi zelo vesela zaradi tega. V kategoriji nad 30 let je največ glasov prejela Đurđa Braje, aktivna prostovoljka Zveze prijateljev mladine Krško, ki izvaja delavnice za otroke in mladostnike, svetuje na tom telefonu, predava, hkrati pa je tudi ustanoviteljica neprofitnega društva za motivacijo razvoja osebnosti Fokus Krško. S prostovoljstvom se ukvarja že 21 let. Namreč začela sem leta 1998 v društvu Izvir za prostovoljno delo, preventivno svetovanje otrok in mladostnikov in sem bila v ekipi socialnih delavk in pedagogin, ki smo pripeljali tom telefon v Krško za potrebe otrok in mladostnikov Posavja in Dolenjske. In od takrat se v bistvu nenehno izobražujem in ogromno vlagam v svoje znanje, razvijanje in pridobivanje sposobnosti. In s tem namenom sem po upokojitvi tudi ustanovila društvo Fokus Krško za motivacijo razvoja osebnosti, z namenom dviga kvalitete življenja, bogatenja in prenosa znanja, z namenom druženja, povezovanja ljudi in pa predvsem zaradi nudenja psihosocialne pomoči. Naziv najprostovoljska organizacija leta 2018 pripada Zvezi prijateljev mladine Krško, ki je v lanskem letu z 218 prostovoljci izvajala številne programe. Od letovanja in zimovanja otrok in mladostnikov iz socialno manj spodbudnih okolij, aktivnosti ob dnevu otroka, dnevu za spremembe, psihosocialno pomoč in svetovanje ter drugih. Prostovoljstvo je vrednota, ki je zelo pomembna za vse nas, predvsem pa kot pedagog vzgajamo otroke v prostovoljstvo. Zdi se mi, da je včasih bilo preveč materialnih podpor otrokom, da bi šli v prostovoljstvo. Danes pa vsi skupaj, tudi naša Zveza prijateljev mladine Krško, vzgajamo otroke, da je tudi delo, ki ni plačano, veliko vredno. Kot je pojasnila predsednica Komisije za izvedbo razpisa Najprostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško Ana Somrak, je glasovanje o predlaganih kandidatih potekalo od 18. aprila do vključno 7. maja. Občina razpisuje že kar nekaj let najprostovoljna organizacija, najprostovoljca do 30 in nad 30 let. V letošnjem letu je novost ta, da smo uvedli tudi elektronsko glasovanje, kar se je izkazalo, da je kar lepo število ljudi, ki jih zanima prostovoljstvo, ki spremljajo naše prostovoljstvo, kajti številka se je pospela preko 4000 pri nekaterih glasovanjih, tako da smo veseli tega glasovanja. Na slovesnem dnevu prostovoljstva, ki ga je Slovenska filantropija pripravila v Črni na Koroškem, pa je občina Krško tudi letos prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Občina te listine še vedno tudi obnavlja. To pomeni, ko dobiš te listine, ne postaneš za večno ta občina, ampak moraš seveda tudi na tem delu tudi nekaj delati. Mi se seveda trudimo, kajti vemo, da prostovoljci so ljudje, ki delujejo in poznajo resnično življenje in delovanje naših tistih skupin na terenu, kjer delujejo, zato tudi to prostovoljstvo podpiramo. Na področju občine Krško sicer deluje okvirno 200 nevladnih organizacij, katerih člani večino svojega dela opravljajo prostovoljno. Gre za izjemno pomembno delo, ki ga opravljajo prostovoljci na različnih področjih, od mladinskega sektorja, kulture, tehnične kulture, športa, turizma, sociale in zdravstva, civilne zaščite, varstva okolja, kmetijstva in drugih.